zato ker je zavarovalnica Generali pač dala velik del popravila, v bistvu nam pokrila. In zato, ker nismo hoteli ustvariti nekega novega odpadka, avto je bil razmeroma nov in po servisu bo še vedno obdržal svojo garancijo, smo pa se odločili, da avto popravimo. Zjutraj, ko sem se peljal, sem imel manjšo nesrečo, sem imel nalet v tovorno vozilo. Tovorno vozilo je bilo vse v redu, tudi z nami je bilo vse v redu, ker je bila hitrost razmeroma nizka, ampak škode na avto je bilo pa v bistvu tudi ni bilo videti tako zelo veliko. Ampak potem, prva stvar, ki sem jo naredil, pa smo se pač zmenili z voznikom, smo rešili te stvari. Potem sem poklical svojo agentko, bolj za nasvet, kaj narediti, kaj je treba, ker je bil voznik še tujec. Potem, ko smo vse to uredili, sem šel pa v škodni center. Gospa na okencu je dala prijavo, gospod je pogledal škodo in popisal, tako da sem imel neko začetno oceno in takoj potem sem se odpeljal do svojega servisa. So ugotovili, da v bistvu avto ni več v takem stanju, da bi bil za na cesto, sprednje tablice ni bilo, bili so štrleči deli in tako naprej. In smo se dogovorili za nadomestni avto in potem v bistvu je bilo zelo fajn, no, ker avto je bil tukaj tako zelo hitro, ene pol ure sem čakal na avto in to je bilo to. Prva skrb je bila pokrita, da smo bili spet mobilni in po kakšnem tednu sem v bistvu dobil ceno pač škode, ki je bila zelo velika. Smo se nekako morali odločiti, kaj zdaj narediti, ali pač gre avto v odpis, se pravi, na nek način postane odpadek, ali ga popravimo. Zato, ker je zavarovalnica Generali pač dala velik del popravila, v bistvu nam pokrila. In zato, ker nismo hoteli ustvariti nekega novega odpadka, avto je bil razmeroma nov in po servisu bo še vedno obdržal svojo garancijo, smo pa se odločili, da avto popravimo. Je bilo to.